Med rudarji in golobi, med golobarjenjem in rudarjenjem obstaja tesna povezanost, še posebej v Nemčiji. Le kakšna, se boste vprašali, saj rudarji rijejo pod zemljo, golobi pa letajo po nebu. Zavrtimo kolo časa nazaj v 18. stoletje. Piše se leto 1869, ko so v nemškem okrožju Ruht oziroma pokrajini Rajna-Vestfalija začeli odpirati prve rudnike premoga in železove rude, ob njih pa topilnice, ki so naznanile začetek industrijskega razcveta v Nemčiji in Evropi, nato pa še po vsem svetu. Okoli rudnikov, premogovnikov in topilnic so začela nastajati tipična rudarska in železarska naselja, kolonije, ki so zaznamovala tamkajšnjo območje vse do danes, čeprav je zob časa prinesel nove gradnje, vendar starih naselij kolonij ni povsem odpravil. Rudarji in železarji so sicer trdo delali tudi po več kot 10 ur na dan, vendar so si našli tudi čas za proste dejavnosti. Prosti čas pa so si začeli krajšati tudi z aktivno rejo golobov, malce za prehrano, več pa za družabno življenje, ko so začeli organizirati prve stave na uspeh posameznih golobov v hitrem preletu določene razdalje. Stave so padale v gostilnah, običajno ob nedeljskih dopoldnevih. V kolonijah pa so začeli rasti golobnjaki, kjer so golobari začeli skrbno negovati pernate letalce, ki so jih imenovali tudi konji galoperji rudarjev. Golobi zmagovalci so lastnikom prinašali dobičke od stav in seveda slavo zmage. Zgodovinski viri ne navajajo točnega dogajanja v teh pionirskih časih golobarskega tekmovalnega športa. Iz podatkov, ki smo jih zbrali s spleta, je bilo na območju Rajne-Vestfalije leta 1881 organizirana prva pismonošarska zadruga za potrebe klubov iz tega območja. V tem delu Nemčije je bilo pred prelomom 18. stoletja v 19. stoletje organiziranih že 72 klubov. Najstarejši klubi izvirajo prav iz Ruhta, kot so Rheinische Westfalen, Solingen, Wuppertal, Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen in Essen. Klubi so se množili, kot se je povečevalo število zaposlenih, saj je to rudarsko-železarsko območje zaposlovalo na tisoče delavcev, ne samo Nemcev, temveč tudi veliko tistih, ki so se podali v svet s trebuhom za kruhom. Da je golobarstvo uporabno za vojaške namene, je hitro spoznali tudi nemško vojaško ministrstvo, ki je že v letu 1900 objavilo naloge golobarjev za vojne namene oziroma je rekrutiralo golobe. Ti so morali začeti golobe vzgajati za prenose sporočil v primeru vojne ogroženosti. Golobe so uporabili za kurirske dolžnosti na frontah v Prvi svetovni vojni, pa tudi v drugi niso manjkali. Zato so zahtevali podroben popis vseh golobov, ki so morali biti opremljeni z zaprtimi obročki, kjer so bile številke, ki so označevale rejca golobov, tako da je bilo mogoče iz nje razbrati, če je morda golob zašel, kdo je njegov pravi lastnik. Golobi so takrat nadomeščali pomanjkanje radijskih postaj oziroma elektronskih komunikacij, brez katerih si danes praktično ne moremo predstavljati nobene vojaške enote ali vojske. Iz vojaškega področja se preselimo na tekmovalno, kjer so se morali prav tako organizirati po vojaški strukturi. Oblikovali so tekmovalna pravila ter začeli izvajati izobraževanja za golobarje o reji, o negi in bolezni golobov. Tako imamo danes v Essnu pravo golobjo kliniko, kjer zdravijo predvsem golobe, vrata pa imajo odprta tudi za druge živali, predvsem pernate. Plačevati so se morale tudi tekmovalne pristojbine, ki so jih namenili tudi za nagrade. Golobi so za golobarje lahko tudi donosen vir dodatnega zaslužka, še posebej, če imajo rejci golobov takšne golobe, ki prinašajo zmage na tekmovanjih. Za dobrega oziroma najboljšega goloba so letos v Belgiji kupci odšteli 310 000 evrov. Za jato golobo pa so plačali celo 4 milijone evrov. Kot smo že uvodoma omenili, je v Essnu eno izmed najstarejših golobarskih društev, katerega član je že 60 let gospod Harald Fialek, ki je s svojimi 76 leti prava golobarska starosta med tamkajšnjimi golobarji. Danes ne tekmuje več s svojimi golobi, temveč jih goji za mlajšega prijatelja, ki z njegovimi golobi tekmuje oziroma jih pripravlja za tekmovanja. Pri tem pa mu še vedno obilno pomaga soproga Rezi.
Tudi pri tem športu ne gre brez ženskih rok. V pogovoru nam je razkril, kaj in v čem je čar reje golobov. Prvo vprašanje je bilo seveda, kako se je pred 60 leti odločil, da bo gojil golobe. Ja, weil mein Bruder keine Zeit mehr hatte und da habe ich die übernommen. Ja, und daraus wurde immer mehr. Ja. Und dann habe ich mich 1954 dem Brieftaubenverband angeschlossen. Und ein Verein. Verein Unverhoff 03871. Ja, und bin ich jetzt bis im 59. Jahr als Taubenzüchter. 60 Jahre. Ja, oder 60, ist mir etwas gelogen. Ja. Und 1971 habe ich auch noch die Preisrichterprüfung gemacht. 60 let je zelo dolga doba za gojitelja golobov. Kaj vse mora znati in vedeti dober gojitelj golobov? Ja, das stimmt. Sehr Auf den viel. Trab zu bringen. Sehr viel. Das spielt einmal das Futter mit und die Gesundheit an erster Stelle, die Taube, der Taubenschlacht, das alles, was drum und dran dazu gehört. Auch Vitamine und Mineralien, das gehört alles zum Tauben und auch ein Tierarzt. Ljudje običajno ne razlikujemo navadnih golobov od teh tako imenovanih športnih golobov, ki jih gojite vi. Kakšna je razlika? Das ist einmal von dem Stiel her. Man sieht das. Ne? Und wie wir hier sehen, hat die Brieftaube einen Ring und die Wildtaube keinen. Zakaj ljudje gojite golobe? Diese Frage kann ich, glaube ich, schlecht beantworten. Weil sie sehr wahrscheinlich Spaß daran haben, Tiere um sich zu haben. Es gehört ja ein Spaß und Idealismus dazu. Ne? Ali je gojenje golobov draga zadeva? Sehr teuer. Ja. Koliko, naprimer, stane gojitelja, ki jih ima, naprimer, 50 golobov? Ungefähr. 200-300 Euro im Jahr. 60 let ste gojitelj golobov. Kaj je bilo tisto, kar ste si v teh letih najbolj zapomnili in vam bo ostalo v največjem in najdaljšem spominu? Mein Spaß, meine Freude an den Taubensport. Die Tauben zu sehen, wenn sie so vom Himmel kommen und den Heimatstadt wieder finden. Golobari tudi tekmujete. Kako izgleda golobarsko tekmovanje? Die Taube wird samstags abends eingesetzt, wird mit dem Wagen wegtransportiert zum Auflassort und wenn das Wetter stimmt, ist der Flugleiter mit dem Fahrer, die unterhalten sich, wie das Wetter vor Ort ist und wenn das Wetter gut ist, dann sagt der Fahrer, hier ist das Wetter gut, Flugleiter sagt auch okay, dann kommen die Tauben los. Und es kommt darauf an, wie viele Kilometer. Ein Schnitt der Taube wird gerechnet zwischen 70 und 80 pro Stunde. Und dann kann jeder Züchter ausrechnen, wann die ersten Tauben zu Hause sein müssen. Gospod Harald skrbi za golobe že 60 let, kot da so njegovi družinski člani. Ti pa tudi včasih zbolijo in golobi niso nobene izjeme. Ko zbolijo, jih odpelje k živilno zdravniku. Kot smo že omenili, v Esni imajo pravo kliniko samo za golobe, edino v Evropi. Jeder Taubenzüchter, der an einen Verein angeschlossen ist erstmal in der RV. Und diese RV unterliegt wieder unserem Regionalverband. Und der Regionalverband, der ist wieder mit dem Verband. Aber der Züchter ist selber Mitglied am Verband. Ja, einmal wegen die Gesundheit, die gesund zu erhalten der Taube. Ne? Du musst aber, pass mal auf, Verband und Klinik, ja, ist zweierlei. Ja, ich habe gehabt 120 bis 130 Tauben im Jahr. Im Jahr. Ja, weil ich möchte gerne noch andere Sportsfreunde damit helfen. Die Taubenzüchter möchten ehrlicher werden.
sollen ehrlich sein, wenn ihnen eine Taube zufliegt und so weiter und so fort. Erst muss er die Taube von seinem Schlag runternehmen, die extra tun. Dann haben wir einen Vertrauensmann, an den kann er sich wenden. Und wir haben hier unten in Essen die Möglichkeit, die Taube wieder nach dem Verband zu bringen oder auch den Taubenzüchter persönlich anzurufen, weil die Taube muss heutzutage eine Telefonnummer tragen. Hier ist die Telefonnummer drauf. Ja, Und hier ist Verbandsnummer. die Verbandsnummer, da steht der Verband, Jahrgang und die laufende Nummer. Hier drauf. Und da muss derjenige drauf gucken. Da kann man drauf gucken und man kann auch durch diesen Ring kann ich den Vereinsvorsitzenden ausfindig machen. Harald Fialek je skrb za golobe po 60 letih prinesel na mlajšega golobarja, Rokusa Kingerja, ki smo ga ravno ujeli pri večernem treningu golobov. V golobnjaku ima že nekaj starih golobov, lahko bi rekli učitelja ali vzornikov, in jato mladih, ki jih pripravlja za tekmovanja. Seveda nas je zanimalo, če se vsi golobi vrnejo z treninga. Wenn ich lasse die Tauben raus und die sind in Form, da sind die normalerweise eine Stunde in Luft. Natürlich, wenn die Tauben fällt wieder was, dann merkt man sofort, weil die setzen sich nach 10 Minuten, nach 15 Minuten sieht sie schon, dann weiß man, oh, die Tauben fällt was. Kaj storite, da se golobi vrnejo prav v vaš golobnjak? Wenn die Tauben nach Hause kommen, dann kriegen erstmal in Wasser, sagen wir so, so wie Tee ist das. Ne? Und das ist gut gegen obere Luftwege. Und dann kriegen normalen Futter. Und abends kriegen einfach frische Wasser. Ich futter meine Tauben nicht mit besonderem Futter, die kriegen einfach Futter. Kaufe ich Fertigfutter. Nur der wird gemischt, 2 Sorten. Ein ist Futter besser, stärker und ein ist schwächer. Und dann kann man kombinieren. Die Tage, wo die Taube muss leisten, muss mehr von den guten Futter kriegen. Und sind Tage, wo die kommen nach Hause, die muss sich ein bisschen ausruhen, kriegt schwachen Futter. Die Tauben kommen nicht immer alle zurück, sind auch Verluste. Da muss man damit rechnen, die Tauben verlieren sich aus verschiedenen Gründen. Manchmal sind die nicht fit, manchmal Oberleitung, ein Greifvogel vernichtet viele Tauben. Das ist so. Golobi se po približno 1 uri letenja vrnejo nazaj v golobnjak, kamor jih zvabita žvižg lastnika in seveda zvok v kovinski škatli tresoča zrna hrane. Za konec ne pozabite, da niso vsi golobi navadni golobi, ki letajo po mestnih parkih in ulicah in se včasih jezite na njihove iztrebke. Ko boste opazili goloba z obročki na nogah, vidite, da gre za športnega goloba, ki je morda med vračanjem v svoj golobnjak malce predahnil.